Po dveh letih Vegas. Po 2 letih spet iz Vegasa sva uspešno prišla po okrog 30 urah vožnje in sva še mečken neoptimalna, ampak vtisov je bilo pa letos veliko. Ja, spet nov CES. Malo drugačen mogoče kot Pred 2 letoma. Ja, pa tudi v bistvu sva že na IFI videla, da se stvari malo menjajo v tej panogi. Ja, ena od stvari je, da se že počasi res ne ve točno, kje se začne zabavna elektronka, kje je internetna industrija in po novem, kje je avtomobilska industrija. Ja, ker vse skupaj se malo prepleta, ta zabavna elektronka ali pa infoindustrija, kakorkoli temu rečemo, poskuša napadati, vstopati še na neka nova področja in res avtomobili so bili kar tukaj v ospredju tle na tem Ja, srednjem Vegasu. po vseh mogočih tehnologijah, pa tudi po tem, koliko pozornosti smo jim Pa namenjali. niti ne toliko, da bi kazali prav neke hude novosti ali pa ne vem kakšne, se bilo je par nekih konceptnih avtov, recimo pri Volkswagenu pa še pri kom, ampak zelo veliko se je pa res govorilo o tem. O tem, kako se razvija samovozeči avto, kakšne tehnologije prihajajo v avte, kakšni bodo zasloni, interakcija pa tako naprej v prihodnosti in tega je bilo res veliko. Ja, ni bilo toliko res teh hudih novosti, ampak take sejme se splača obiskati ne toliko zaradi tega, kar vidiš na razstavnih prostorih, ampak ker to lahko vidiš tudi kje drugje, marsikaj sem videla že na IFI, pa to bi rekel, veliko vidimo že na internetu, ne, ampak pomembni so glavni poudarki. In tukaj je bil prvič, da je bil na velikem elektrotehnološkem sejmu taka velika navzočnost avtomobilov, kar lepo kaže, da so avtomobili, tista milijarda in še več, kolikor jih je po svetu, en tak velik neosvojen teritorij in za internetna podjetja, in za storitve, in za vse mogoče ponudnike, zabavne elektronke, ki so že precej naselili naše žepe pa zapestja, pa da sploh ne govorimo dnevne sobe. Ja, in tukaj res se vidi, da pač poskušajo zdaj priti noter, zavzeti in armaturno ploščo, da bodo tam pač te njihove aplikacije, njihovi uporabniški vmesniki in bodo oni zbirali podatke in pa tudi samo delovanje avta in tudi to zbiranje podatkov v ozadju in vse, kje avti vozijo, kako se premikajo in tako naprej, da bodo imeli celotno sliko, kako se ta planet giblje in ga bodo spol tudi oni nekako usmerjali. Avtomobilski proizvajalci pa nekako nočijo tega. Ne, sploh ne. In ena taka asociacija, ki so imela, je to, da se malo vse skupaj spominja Telekome že počasi, da poskuša internetna panoga in storitvena panoga avtomobilske proizvajalce nekako ponižati na raven, vi delate samo hardware, vi pač delate te karoserije, pa motorje, pa kolesa, pa tole vse ostalo, kjer je pa tako res denar, bomo pa mi počasi pravili. Ja, storitve in pametne smo pa mi. Še zbiram ta glavni. Ja. Pa kaj je bilo še? Recimo, navidezna resničnost je ena stvar, ki jo morava omeniti, ker je bilo o tem zelo veliko govora. Pa največ vrst je bilo pred novostmi. Pred temi demonstracijami, kjer je bilo mogoče kaj preizkusiti. Zdaj, po eni strani so to te naprave, te čelade, očala za to, da sploh navidezno resničnost imaš, da ti jo nekako pripeljejo. Ali pa obogateno. Ja, ali pa dodano, ja, kakorkoli. Po drugi strani pa tudi naprave za produciranje te navidezne resničnosti, se pravi kamere, ki snemajo 360 stopinsko, pa podobne stvari so tudi kar v hudem porastu, oziroma hecen je bilo gledati, kako so kar naenkrat vsi prišli na dan s temi kamerami, ker recimo v Berlinu pred parimi mesti ni bilo še skoraj nobene, zdaj pa kar naenkrat vsi od nekih startupov do velikih ponudnikov, Nikona, Samsunga, kar vsi so že tukaj in z nekimi, ali vsaj prototipi, ali pa najavami, ali pa nečem. Ampak ideja za tem je pa taka, da predstavljate si YouTube, ampak ne tako, kot ga gledate zdaj, ker pač snemate gor vse živo od akcijskih kamer do telefonov, do navadnih videospotov in vsega, kar je pač tam gor. Ampak predstavljate si YouTube za virtualno resničnost, kar pomeni, daš tista očala gor in gledaš trirazsežne in nasplošno zelo realistične zadeve in vsi te pač stavijo na to, da bomo za VR YouTube rabili tudi čisto drugačne kamere in pripomočke, da bomo futrali. Ideja je v tem, da pač se s tistimi očali na glavi, na nosu pač premikaš naokrog in pač gledaš, kot da bi gledal po tej sobi, pač vidiš vse. Slika se ne konča tam, kjer je konc tega razmerja 16:9. Ali pa ekrana, ampak je posod naokrog. In ena od takih zanimivih zadev je bila Sfericam, ki je tako,
To ne vem točno, kako to predstavite. Je to na pol slovensko, ampak v glavnem Slovenci imajo nekaj zraven. Slovenci imajo nekaj zraven, če druge ne so te silicijevi vrtički vlagatelj v to zadevo. Ker je pa taka ena zanimiva zadeva, ker je neka futuristična tenis žogca s takimi liki pa tole, ki dejansko zajame vseh 360 in če daš to pač na glavo, res vidiš, da bi tukaj recimo dejansko tako od prstov na nogi do chemtrailov na nebu vse vidiš. Ja, in v bistvu nekako poanta pri vseh takih ponudnikih, sploh pa pri sferi Chemo, je to, da bo ne samo, da bo pač hardware dober in sposoben to zajemati, ampak da bo zraven software, ki bo to znal sam skupaj zlepiti, ja, in da ne bo treba se ukvarjati še pol leta z montažo vseh teh možnih tipal, ja, pa sestavljanjem skupaj. To je tisto, kar naj bi bilo nekak posebnost. Naslednja stvar. Pol kaj še? Droni? Droni. Povsod je brenčal, frčal nekaj po zraku. Od tistih, ki smo jih že videli, do takih orodij, na kjer montiraš kamere, do, mislim, da največ pozornosti je sigurno bil deležen pa tisti človeški dron. Ja, tisti, ki se noter usedeš, pa naj bi se lahko pelal. Tako, s tem pred parimi leti bi verjetno te reči rekli, ne vem, mali osebni helikopter, danes je pa to dron. Ja. Mogoče kaže na to, kako se bomo prevažali enkrat. 2200, ne vem koliko. Ja, zato še ena lastnost CES-a je to, da pregovorno stvari, ki jih vidiš na CES-u, tako 9 od 10 ne moreš nikoli kupiti. Ja, sploh jih ne bodo nikoli prodajali. Ja. Ali pa jih lahko kupiš šele čez par let verjetno. Ja, ampak pa na koncu se izkaže, da pol tistega, kar so na začetku obljubljali, itak niso dali v končno različico. Tako da prav veliko takih izdelkov, ki jih boste lahko letos kupili, nisva videla. Ja, ali pa vsaj ne takih, za katere bi lahko rekla, da so res zanimivi, pa da bodo postali prodajni hiti. Ne, to pa sploh ne. Sva pa videla kup nekih bizarnih takih pametnih, v narekovajih, pripomočkov ali pa povezanih pa tako naprej. Ja, ampak se tukaj točno vidi, da vsi poskušajo nekako nadomestiti stvari, ki že delujejo. Ja, pa predvsem delujejo zelo dobro in zelo enostaven. Tukaj pa dodajaš neko povezljivost pa pametna zaradi tega, da za 10-kratno podražiš in nič konkretno dodatnega ne ponudiš. Pametne budilke, pametne jasli, pameten termometer. Recimo pameten termometer je super stvar. Zobna ščetka, pametna ročka za tuš. Pameten volan. Skratka, same take stvari, ki ti v glavnem povejo stvari, ki jih že veš, lahko ti malo nabijajo slabo vest, kaj vse delaš narobe. Ja, in pa predvsem, če elektrike porabiš. S tem nič ne moš pomagati, tudi če iz tistega nekaj izveš. Pameten termometer, takole ga daš na čelo in pol kaj, vsak dan meriš temperaturo in zdaj, če imam danes 36,4, jutri 36,2, pojutrišnjem 36,1, kaj to vidim, da mi nekako pada, kaj bom... Počas bom ratal mrzlokrven. Ali pa karkoli. No in druga stvar, ki je pa tudi zanimiva, je pa to, kaj vse lahko prodaš tistim, ki so prvič starši. To pa, tega je bilo pa tudi prav eno poseben oddelek, ki je bil za to starševsko, dojenčevsko, tehnološko robo. In tam je bilo po mojem največ res bizarnih zadev. Ja. Od Bluetooth nosečnostnega testa, recimo, do skrajno pametnih jasli. Ja, taka previjalna misca, ki ti v bistvu vse pove o tem, kaj se dogaja z otrokom in predvsem pol ti ni treba, to je bilo tisto, kar sem razumel kot glavno stvar, ko recimo se zamenja varuška, recimo da greš ti od doma in pride, ne vem, stara mama ali pa nekdo, ni treba stari mami v živo razlagati, kaj vse je bilo prej, pa kaj vse treba narediti, ampak je bil previd pred eno uro. Vse tam iz teh podatkov vidi, ja. Ja, in ve, da je bil previd pred eno uro, nafutran pred uro pa pol, da je šel lulat pred 45 minutami in skratka teh uporabnih zadev za prihodne starše je bilo mnogo. Ja, ampak očitno se to prav tem staršem da največ prodati, saj če ne druge v Ameriki. Očitno. Kaj drugega takega ko bova pripravila posebne tematske oddaje v prihodnosti, zaradi tega, ker materijala je veliko. Ja, no, jaz bi še eno stvar omenil. Recimo, zelo so me presenetili prenosniki na tem cestu. Niti nisva pričakovala, da bo kaj posebenega na tem področju, pa se je pa kar naenkrat izkazalo, da so predstavili in zdaj tukaj na cestu ali pa tik pred tem eno kopico zelo takih atraktivnih, zanimivih, lepih prenosnikov, zmogljivih zasloni OLED, ker res izgleda
tako hudo, da je težko povedati. Ja, to pa... Mislim, res neverjetna izbira, ker naenkrat postala, ker če si prej in to vseh mogočih kombinacij. Ja, ker če si prej imel na izbiro recimo MacBooka, pa mogoče še kakšnega ThinkPada ali pa Yogo, pa kakšnega Dela XPS, recimo. Imaš zdaj zraven še kup modelov še od HP-ja, pa kaj je bil, Razer je bil zanimiv, Samsung 9, Microsoftovi Surface, nova neka Toshiba, tako res. Kar naenkrat je bilo, ja, mislim, res taki zelo zmogljivi zadeve, zdaj tudi izbire je ogromno, recimo tudi te kombinacije konvertibilnih pa takih tablic, pa tablic tiskovnih, to postaja uporabno, recimo Surface je tistega pri nas Microsoft čezmeram ne mara, ampak Surface je res en izdelek, ki bi ga po mojem mrzlo kupil, zaradi tega, ker je polno zmogljiva tablica kot osebni računalnik z dobrim dokom, tipkovnico in vse, in če si uporabnik Windowsov, na poti je to kar naenkrat taka zelo resna alternativa tistim ultra dragim prenosnim poslovnim notebookom, ki deluje. Ja, pa zdaj so prišli v bistvu že do 4. različice in so ga res vmes toliko izboljšali, da je res dober. Res kar hudo. Recimo OLED na prenosnikih, to, kar je pa Lenovo pokazal s tistim, ki je združil ThinkPad serijo pa Yoga serijo, to, da je zdaj ThinkPad X1 Yoga pa neki, to res hudo zgleda. Tako da, zakaj tako? Analitiki, sogovorniki so povedali, da verjetno zaradi tega, ker so proizvajalci poskušali najti še način, kako majčkeno povečati prodajo osebnih računalnikov. Zaradi tega, ker ena od stvari, ki je pa še zanimiv trend in se pozna na prodajnih številkah in ga na samem sejmu ne vidiš, ampak moraš iti precej analizirati številke, je pa to, da se je na veliki večini izdelkov, da so se te cikli menjave izrazito podaljšali ali pa se celo ustavili. Tako da osebni računalniki normalno živijo samo še na poslovnem segmentu, tako da, kaj nas čaka v prihodnjem letu, verjetno stare tehnologije, še kakšne nove spletne storitve in pa običajne izboljšave. Zanimivo bo gledati pač, kako se bodo te nove stvari prijele. Kako se bojo počasi. Navidezne resničnosti, vse razsežne kamere pa take stvari, koliko se lahko PC poberejo, če se lahko pa tablice, kam bo šla fotografija, ker vidimo, da tam je kar malo vse skupaj v zatonu. Je pa tudi nekaj zelo zanimivih pa tehnoloških prebojev zraven, tako da zna biti kar zanimivo leto. Tako, predvsem bomo pa videli, na kakšen način se bojo na določene novosti, predvsem drone pa avtomobile odzvali regulatorji, ker od tega pa bo ogromno odvisno, a se bojo te optimistične napovedi, da te tehnologije, ki smo jih gledali, recimo sploh avtomobilske, a se bo to res pojavilo na cestah leta 2020 ali šele precej pozneje, kar trdijo nekateri skeptiki.